To vero so izpovedovali mnogi ljudje, ki so kot svetilnik za vse čase. Ta vera je navdihovala genije človeštva, kot je Mozart, katerega obletnico se spominjamo letos, ali Michelangelo, Petrarka in drugi. A res je, niso bili le največji svetilniki. Mnogo je tudi manj znanih, a nič manj pomembnih, ki jih velja omeniti. In prepričan sem, da je med njimi bilo in je še vedno tudi mnogo bohincev. Tudi danes je med vami, dragi bratje in sestre, veliko takih, ki zaslužite priznanje in spoštovanje zaradi vere v Boga in zvestobe cerkvi, pa tudi domačemu kraju. Vera, ki bi bila namreč zaprta le za zidove cerkva in domov, veste, ta vera ne bi bila prava. Takrat, ko se kristjan odpre in začne delati v dobro domačega kraja in sokrajanov ali naroda, potem ta vera rojeva prave sadove. Današnji farni dan je zato tudi priložnost, da se krščanski prebivalci utrdite in povežate v prizadevanju za dobro, za skupno dobro, srednje vasi, zgornje doline in vsega Bohinja. Naj vam ne prihajajo samo od drugod pripovedovati in vas učiti, kako boste živeli in kakšni naj bodo vaši kraji. Odgovorno poskrbite za svojo usodo, za svojo prihodnost. Veste, žalostno bi bilo, ko bi bili Bohinjci dobri samo za receptorje, natakarje, kuharje, snažilke po vaših hotelih, gostilnah in restauracijah. Rojeni in sposobni ste za kaj veliko več, tudi za odlične menedžerje. Ta svet je vendar vaš in nedotaknenega ste prav vi ohranili do današnjih dni. Vera torej ni stvar, ki bi sodila le v zakristije in cerkve, ampak mora usmerjati naše življenje. In v njih ima za usodo in rast vere posebno odgovornost vaš gospod župnik Ivan. Pretekle dni mi je poslal takole telefonsko SMS sporočilo o pripravah na vaš farni dan. Pri bogoslužju sem brez moči, ker mi je ljudstvo vzelo oblast, udar župnijskega pastoralnega sveta. Nadaljevanje pa upam, da bo tako, kot sem si zamislil. Lahko pa potrdim, da je farni dan spet zagrabil. Tudi oddaljene. To povezuje in daje občutek pripadnosti. Vsi nekaj delamo. Rad imam te ljudi. Rad imam te ljudi. Tale mali udar župnijskega pastoralnega sveta je bil zgolj dogovor, da mašo pripravite sami, brez njegovega sodelovanja. In tako sem zdaj za tole pridigo padel v ta udar še jaz. Je pa dokaz, da vas je do zdaj dobro naučil. Kakšna je vaša odgovornost in kakšne so vaše naloge in pravice v cerkvi, vam je povedal prav on. In to ste dobesedno v ta dan izvršili. Danes, ko obhaja srebrni mašni jubilej, smo Bogu hvaležni zanj, za njegove res številne in izjemne talente. Ob njegovem duhovniškem pričevanju lahko ponovimo geslo binkoštnega srečanja v Rimu. Lepo je biti kristjan in lepo je biti ob vašem župniku tudi duhovni. Pa veseli smo, ker lahko o svoji veri pripovedujemo tudi drugim. Spoštovani gospod župnik Ivan, hvala ti za tvoj žar duhovništva. Sončen značaj, zvestobo Bogu in predanost cerkvi. Ob tebi se izpolnjujejo pesnikove besede, ne kar more storiti mož je dolžan. Kaj vse si že napravil kot duhovnik, bodo danes pripovedovali drugi. Ob srebrnem mašnem jubileju ti želim to, kar je zapisal vietnamski kardinal Van Thuan, ki je bil kar 15 let v samici. Naj bo tvoja maša, tvoja življenjska daritev vsak dan bolj slovesna, bolj goreča, vse do zadnje maše. Dragi bratje in sestre, vi, o katerih je gospod župnik zapisal, da vas ima rad,
Vam želim, da bi vse dobro in lepo, ki ga sejete v svojem življenju. Vsa ljubezen, ki jo drug drugemu razdajate kot možje in žene, kot starši in otroci. Naklonjenost in pomoč, ki jo pričate kot župljani, sorodniki in prijatelji in znanci drug drugemu. Vse tisto, kar vas navdihuje, da ste luč in svetilka ljudem na tem svetu, nekoč prešlo v večno veliko noč, v blaženo gledanje in neizmerno srečo, ki ne bo imela konca. Trudite se za trdno in močno vero v Jezusa odrešenika, ki nam zagotavlja danes: jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Ko torej danes poslušamo praznične zvonove, je to radostna pesem večnosti. Je klic k veselemu izpovedovanju vere in pogumnemu življenju po njej. Ta vera, veste, si upa pogledati v oči vse povsod. Bolečino, trpljenje, v razočaranje, v dvom, celo v obup. Upa si pogledati v obupane družine, v osamele domove, v ločene zakone, v bolniške postelje in na invalidske vozičke, celo v ječe in taborišča. In ta vera nam danes sporoča: ne bojte se, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Amen. Veselimo se srebrne našega župnika, varuj ga in spremljaj svojo milostjo na njegovi duhovniški poti. Prosimo, da usliši nas. Nakloni našim družinam veliko razumevanje, naši krajini skupnosti duha vzajemnosti, našemu narodu blaginjo in vsem ljudem pravi duhovni napredek. Prosimo, da usliši nas. Ozri se na tiste med nami, ki so v takšni nevarnosti, na trpiče in bolne, tolaži in jim pomaga. Prosimo, da usliši nas. Daj nam prave medsebojne ljubezni, da bomo drug za drugega radi molili in se radi žrtvovali za vse dobrote in plemenite namene. Prosimo, da usliši nas. Podeli našim rajnim, ki si jih poklical po plačilah, večni pokoj in nemenljivo srečo v svoje ljubezni in slavi. Prosimo, da usliši nas. Gospod, na našega župnika skozi vse dni spremlja slavski duh. Prosimo, da usliši nas. Gospod, daj, da bo del farnega dne ostal v vseh nas skozi vse leto. Prosimo, da usliši nas. Gospod, je naše iskrene prošnje, sprejmi ti, ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen.
Zdaj pa skupaj zmolimo, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev svojih dom, hvala in čas svojim imenom, blago tudi nam vse svoje sveti cerkvi. Gospod naš Bog, prosimo te, svojo močjo posvetiti darove našega dela, z njimi pa spremeni tudi nas v neminljivo daritev, po Kristusu našem Gospodu. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolno ljubezni skupaj z našim papežem Benediktom, našim nadškofom Alojzom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, vseh rajnih župljanov, pokojne župnikove mame Antonije in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Za zdravje, za mir, za naše učitelje, danes pa predvsem za našega župnika, ter še in še. Dragi navzoči, nam je danes dano prisostvovati tej slovesnosti. Učimo koliko nesoglasja v naših družinah,
po spoštovanju. Ti imaš mir, Gospod. Ti ljubiš vsakega izmed nas. Gospod, kakor otroci te prosimo, daj nam puščati svojega miru. Zato, sestre in bratje, da bi bili deležni iz tega Božjega miru, odstranimo iz srca vse kadljivice, vse sledi grehove neodpuščanja, stare čez davne zarjavele zavede, obsojanja in obrekovanja v škodo bratu, sosedu ali tujcu. Dragi naš srebrnomašnik, drage sestre in bratje, naj bo z nami vsemi Božji mir in vse dobro. Bodimo prijatelji, podajmo si roke in srca. Gospod, nisem vedel, da greš meni, ampak reci besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor vsem, ki smo povabljeni danes na Jagnjetovo gostijo. In da preživimo današnji popoldan skupaj.
Vsak dan se nam samo mudi. Malo pomahamo, pa že brzimo naprej. Danes si pa vzemimo čas. Ljubezen do Boga in dobrota do ljudi je prvi korak k popolni modrosti. Vse to imate vi na župniku. 4 stoletja že služite Bogu, poznane so nam postaje vašega služenja Jesenice, Ljubljana, Velikega Alvara in zdaj Sveti Martin v Srednji vasi, v Bohinju, v raju pod Trilavo. Iz mehkih gričev lepe Dolenjske vas je pot duhovnika privedla med nas v objem gora, ki so nas oblikovali na videz strpne Bohinjce. Upamo, da ste že spoznali v letih, kar ste med nami, da se tudi pod navidez trdo lupino skriva mehka duša, žena vsega lepega, kar nam dajete vi, Božji služabnik. Naše prvo srečanje z vami je bilo pri maši pri Svetem Duhu. Videli smo vas, pa ne spoznali. Stali ste tam, peli in molili z nami. Prva srečanja z vami so bila za nas, vaše farani, nekaj novega. Spoznali smo, da vam je dobri Bog poleg ostalih dal velik dar govora, saj znate tako lepo vsakemu razumljivo razložiti Božjo besedo. To se vidi tudi iz tega, da naše cerkve niso prazne. Radi imate otroke in mladino in vsi vas spoštujejo, spoštujemo vas vsi farani, tudi starejši in bolni, saj čutimo vašo skrb in dobroto. V naši župniji po Božji dobroti in vaši priprošnji veje Sveti Duh, ki je darujoča se ljubezen in tolažnik vam in nam za dar modrosti in potrpežljivosti. Cenimo vas, Božjega služabnika, vedno nasmejanega, polnega vere in jasne besede. Večkrat se čudimo in zraven zahvaljujemo dobrega Boga, da vam daje moč, da zmorete poleg skrbi za oznanjevanje Božje besede še srečevati se z ljudmi, jih obiskovati in tolažiti. Voditi na nepozabna farna romanja, ker spoznavamo lepote svoje domovine in njena čudovita Božja pota. Na romanja vodite naše može, očete in fante, skrbite za lepe izlete z našimi otroki, omogočate nam še druga druženja, kjer se spoznavamo in bogatimo. Vsi poznamo in globoko cenimo vašo skrb za naše svetišča. Če le na kratko osvežim spomin, kaj se je že naredilo, kar ste med nami. Zvonovi z obnovo zvonika, obnova okolice župnišča, prenova orgel in kora, obnova zakristije in prezbiterija,